hotel mogoče še malo dotakniti sezone, ki se zdaj zaključuje. Končno! Mislim, da smo vsi začeli to sezono gledati tako največ animejev do vsega, jaz gledam največ animejev probably in my life. Pa še sploh ne veš, kaj te čaka. Kaj ne narišem? Kaj? Kar hočeš. Nas 4. Tukaj. Okay. Ajde. V anime, manga. V stilu, ne vem, v svojem stilu. Manga, Tako. Kaj trenutno je za vas tako pik anime te sezone? Kaj če še vedno je Susuno Frieren, poleg Frieren, pa Dungeon Meshi, pa Solo Leveling, pa Shangri-La Frontier, pa Kozorija. Juvan, jaz sem up to date za Undead Unluck. Ja, resno. Zomon Hunter sem pogledal pa Undead Unluck. Ful mi je všeč. Pa zombiji. Ok, jaz še nisem recimo začel gledati. Ampak bi rekel, da je... Nisem imel ne vem kakih visokih pričakovanj od Undead Unlucka, ne? Zaradi tega, ker tako vidiš manga tam 7,5 cena, anime 7,8 ali nekaj, ali celo 7,7. Pa ljudje se ampak ljudje se večinoma pritožujejo zaradi ečija. Čeprav tako, potem ko sem jaz gledal, pa sej... Če Shonen Jump, ko imate Shonen Jump? Ne sej, ampak, sej vem, da tale Fuko, ne? Ja. Fuko doskrat pritisne pač prsa na tega Andyja, ne, to itak, ne, pa Andy je ves čas go, ne. Po moje, zaradi tega, ker Andy ves čas go. Mogoče, ne, ampak tako, ne, mislim, jaz nisem, mene ni nič zmotil, no, v tej smeri. Je pa res dobro, ker meni se tako konstantno drži neko tenzijo, konstantno se nekaj dogaja, no. Konstantno je tako iz arka v ark, nobenega takega filerja ni. Ja, pa skozi nekaj presenetljivo se obrne zadeva, ja. Točno tako. To, ko manga artist pač vidi v prihodnost, ne? Odvisno. To bo še zelo odvisno od filerja. Naprimer, v One Pieceu nimaš veliko filerjev, ampak tiste filerje, ki so dali... to smo že dolkrat šli. Je bil pač... Pa ful zanimiv koncept je... Imaš mogoče epizodo 2. Ful zanimiv koncept je v bistvu s temi ruli. Mislim, z temi pa z ruli na splošno, veš, ki jih potem te Yumijai, kako se bo obrnil. Ja, kako jih pač predstavljajo, ne. Ta penalty, ki je bil naprimer dodan, ta Yuma Galaxy, ne, to je bilo fascinantno, ker je potem pač bil dodan rul, da je pač da dejansko galaksija dejansko obstaja izven Zemlje in vsi, ki niso bili pač negatorji, so potem dobili tako retroaktivni spomin, da je pač to od nekdaj obstajalo in vsa znanost okoli tega. Zelo zanimiv koncept, no. Zadnja epizoda Kosorije je tako naredila... Oh my god, Kosorija. Največji vtis, ker je... do zdaj smo imeli nekako občutek, da je malo pač ta nespremenljiva osebnost, ki ima pač neka svoje načela, nek svoj osebnost. Ampak v tej epizodi je šlo pa res tako maksimum, pač se je videlo, da ima pač neke hude emocije, lahko tudi glede na situacijo, ki se je dogaja, right? Ja. Pa se je imela tudi že prej hude emocije, ko je bila najboljša scena je bila ona, ko je rekel, naj se dobi z onim, pa ga je pogledala, samo za sekundo oni frame, ko je imela potem je šla nazaj v to stanje, jaz sem pač na tej stopni, kjer ne smem izražati svojega dejanskih občutkov, kjer ne sme pravzaprav, ker če ne bi vedno govori, če se obnašam tako, kot si pač želim, me bojo fucking ampak veš takrat, ko so jo dodelili tisti ta drugi kortezano. Ko jo je pretepla. In ko je potem, mislim, ko je bilo pač jasno, da je zelo načelna malo in da bo šla preko tudi te olike oziroma te... Pa mislim, da je glih to point. Oni vedno naredijo... Dokler bo pač videla, da bo nekdo nekomu drugemu škodoval. Ampak vedno naredijo ta storyline, kjer ona dela to detektivsko delo in ves čas tega detektivskega dela je pač, veš, integrirana v to raziskavo in ima pač eno predstavo, dobesedno, ne? In potem je katarza tega vsega, ki lahko eksplodira v obliki nekih emocij, ne? In isto je bilo zdaj pač, delala je to raziskavo in izvedeli smo, kako so v bistvu vsi ti dogodki od eksplozije v skladišču. Čist vse do zdaj, kaj je bilo prikazano, ima neki central
giant Kaj se že implaja, da je njen fotor vse v bistvu zorkestriral? Ne vemo še, kdo naj bi bil orkestrator pač vsega tega. Ful je imel taki čudni pogled, ko je vun neso, kot da je pričakoval. Mislim, takrat, ko ga je ona dejansko, zaznala, se ga ni videla, ne, niti. Ampak ko se je pač pojavil na tistem mestu, tako v pravem času, na pravem mestu, ne, mislim, da je bil nekaj, da je bilo implied. Zato bi se spraševal, zakaj je pa potem on ponudil možnost, da gre noter, ga rešiti. Kaj je tista scena filma? Mislim, da on hoče od nje dobiti neko spoštovanje kot oče, ne? Ona pa pač ga hoče čist, ti nisi, midva nisva nič o sorodu, v tem smislu. On pač hoče še vedno, pač moraš vedeti, da to je obdobje, kjer je družina oziroma glava družina naj bi imel pač največjo moč, ne? Oče v tem primeru, pač moški so imeli največjo moč. In on pač hoče še vedno, po moje, držati neko kontrolo nad njo, ne? In se počutiti kot, jaz bom držal, kako se boš ti obnašala. Če imam moč, da spremenim tok tvojih dogodkov, bom pustil, da narediš nekaj, kar bo mogoče ustvarilo neko dogajanje, right? Ampak zdelo se je, da je on še vedno pod kontrolo vsega, kar se tam dogaja znotraj tiste stavbe. Ne? In mislim, da ni pričakoval, da kdorkoli je kako bi rekel, vodja te ceremonije, da je dejansko on Jinči, ki je potomec te plemiške družine. Več čas smo vedeli, da je na visoki poziciji, samo nismo vedeli, kak visoki. Se še dejansko ne vemo, točno. Ampak on je rekel, da je samo na eno roko lahko prešteje ljudi, ki so pod, pač, tak močni kot on. On je dobesedno bil, od cesarjeve družine, spravo nek drugi otrok, ki ga je imela ono teorijo, ko je povedala, da je ona da je bil zamenjan kot otrok. To je bilo še zanimivo. Mislim, od malo mama je pa dejansko tista kortezan, katero je oskrbovala. Pred zadnji epizodi. Ne vemo, ne vemo, ne za očeta, ne za mamo. Vemo pa, da je zanimivo, da je niti poimenovala ni. Za očeta vemo, da je on z monoklom. Kaj tudi v podnapisi se je imenovala ta oseba. Sploh ni, ne vem, da je bila mama ali pa karko, sploh ni nikoli poimenovala. Pa vemo, zakaj se je zgodilo, kak je prišlo od tega, pač ful veliko je že prišlo takih informacij, s katerimi bojo povedali celotno zgodbo in to je tako svetovno, kako se je to vse povezalo. Pa čudovita animacija. Tako da, kusurija, potrebno gledati. Čeprav opening je pa bil prvi najboljši. Je bil, samo sem se že navadil, drugega mi je že tudi vredo. Ne, tako pač prvi je bil res tako presenetljivo dober, je bil res fucking dober. To za vsakega pravimo, da je prvi sploh ni vedno tako. Ni nujno tako. To ti mi je ful dober, ko ima ono tranzicijo, ko se predstavi slika, pa je ena scena, ko je bilo anime. Če bo tako cool. 5 minut, hecam te. Nismo dali 20. Ne, jaz sem rekel 20. Smešno je, da sem se pogovarjal sem se z njo ravno o tem, da velikrat povabijo člane teh skupnosti in jim reče, lahko kaj narišeš, medtem ko oni niso navajeni tako risati in everyday life. Jaz nikoli ne je mogel, to je bilo like what? In narisati nekaj to hitro zraven, pa imeti še intervju je pač grozno, težko si predstavljam za določene, ne? To me to moti. Ko sem se z Ano pogovarjal, je reklo, mene ne moti, jaz to lahko naredim, ni problema. Ok, torej, top anime te sezone zate, Ana? Dungeon Meshi. Dungeon Meshi! Jaz sem brala mango. Nisem končala takrat brati mango. Pravilno, ker moraš anime gledati. Ampak sem videl, da bo Trigger naredil anime. Vse to! Po takem dolgem času se končno vrnejo z nečim. Mislim, meni se je zdelo presenetljivo kot prvo, da bo pač Trigger naredil tako mango. Zaradi tega Trigger je dosti bolj znan po kakih odbitih. Sej. Ja, oni delajo velikrat Kill la Kill. Promare, Kill la Kill, podobne. Se to. Je res out there, ampak Trigger je eno dobro stvar naredil, da oni imajo pač itak, imajo tudi zunanje animatore, angleške animatore in tako naprej in so začeli tudi streamati na Twitchu in podobno. Netflixi so oni. Ko rišajo. A če bilo kaj? Ja, na Twitchu imajo stream, kjer rišajo pač te celice in podobno. In lahko pač ti spremljajo zraven, kar je fajn, ker oni hočejo dostopati do international audience, ker je
pomembno, da se ti animacijski studiji nekako pokažejo še bolj zunaj, in mogoče s tem se bojo tudi bolj prikazale te težave, ki so se pojavljale v mapi, da imajo pač hude deadline, da kako jih tretirajo na ta način. To sem že študiral, zakaj se več študijo recimo tako ne obrne, ala Patreon pa te zadeve, da v bistvu da najdejo nek support. Tudi če $1 dobijo od vsakega fana, ki pričakuje recimo neko animacijo, dobijo 500 evrov na mesec, recimo, pač samo od podpore. To razumem, ampak po drugi strani mislim, da ti animatorji so taki ljudje, ki ponavadi nočijo jih v publiko, so tako introverti, ki nočijo, da nekdo ti kle kamero vrti, medtem, ko ti delaš svoje delo. Mislim, to razumem, ampak mislim, čist tak support, recimo, da imajo, ne vem, neko, tako kot recimo Ošino, ko ima zdaj fulte na YouTube objavljati in dokumentarce in imajo svojega VTuberja, pa tako full content pušajo, recimo. VTuber imajo svojega. Tudi svojega. Ja, Memčan je tudi VTuber, ne? In pač tudi špila to vlogo še naprej. Da izpostaviš nekega specifičnega animatorja, lahko pa studio izpostaviš bolj international audience. Ja, pa to recimo, kad dela neke povzetke, veš, karkoli, tak nek zanimiv content iz ozadja dela. Za Little Witch Academia je Trigger naredil pač Kickstarter kampanje. Ja, točno tako so to reči, marsikateri Kickstarter je nastal, da so šli na koliko so dobili, a niso dobili več kot milijon noter. In so brez problema. Njihov, mislim, da baseline je bil 100 evrov ali nekaj, ampak so prišli 1,000,000% česa. In se je izplačal, sploh ker je denarja veliko več v mednarodni distribuciji. Ker je tok distribucije res že mednarodno, pač in imaš veliko založb, že veliko distributorjev, celo v Sloveniji imamo zdaj anime,